Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober dan. Že nekajkrat, ko smo predstavljali knjige tule v decembru, smo mislili, da je predstavitev zadnja, ampak je šlo je toliko lepih, kakovostnih, dobrih knjig, da sem prav posebej danes vesela, da ta adventni čas pravzaprav sklepamo z pomembnim izidom iz zbirke Cerkveni očetje, latinski očetje o molitvi. In kaj si lahko lepšega za ta čas želimo, kot da v svoji sredi lahko pozdravimo gospoda nadškofa monsinjorja Stanislava Zoreta. Prisrčno dobrodošli. Zato, da je ta knjiga danes med nami in da je izšla, je gotovo najbolj zaslužen brat Jan Dominik Bogataj in pa seveda tudi urednik zbirke Cerkveni očetje, dr. Miran Špelič. Z veseljem pa pozdravljam danes med nami tudi tajnika Škofijskega katehetskega urada, gospoda Milana Knepa. Spomnim se lani, ko je potekalo patristično popoldne. Ne vem, Jan Dominik, ste vi ali bi kdo od sogovornikov omenil, skratka, da nastaja ta knjiga Latinski očetje o molitvi. Takrat smo tisti simpozij spremljali preko spleta, ker je bilo zaradi korone pač omejen obisk in vem, da smo pripravljali jaslice že takrat, oziroma okrasitev božično, no? Okrog jaslic vem, da smo se vrteli in smo to zraven na glas poslušali vaš čas. In vem, da sem skočila od zraka, ko sem slišala, da se pripravljajo latinski očetje o molitvi. Ko sem rekla, če so grški očetje o molitvi šli pri Muharjevi, bo pa vendar prostor je tudi za latinske očetje. In sem prav zelo vesela, da je leto zatem knjiga med nami. Brat Jan Dominik, kako je nastala v resnici ideja za to knjigo, ki jo danes predstavljamo? Kako poteka tako kompleksno delo prevajanja? Tukaj je poleg dr. Franca Xaverja Lukmana, znamenitega, katerega prevodi po drugi svetovni vojni pravzaprav niso mogli izhajati, tudi kupica mlajših prevajalcev. Ja, res je, hvala vsem najprej za to, da ste prišli v tako velikem številu, nas počastili s prisotnostjo, predvsem počastili krščansko antiko, kateri bomo posvetili danes teh nekaj minut. Res je, prva ideja za knjigo je prišla ob pregledovanju podobnega kupa tipkopisov, še pred druge svetovne vojne, kot je tale tukaj. Namreč nekdanji celo rektor Ljubljanske univerze, nestor slovenske patrologije, dr. Franc Xaver Lukman, ki je mimogrede živel točno sproti nas v stanovanju v današnjem hotelu Union, je skupaj s še ekipo prevajalcev, večinoma so bili to takrat duhovniki, že konec 30-ih let prejšnjega stoletja pravzaprav, skupaj z Škofijo Ljubljana oziroma Slovensko bogoslovno akademijo zasnoval enormen projekt, če pravzaprav pogledamo iz današnjega vidika. Takrat so podpisali pogodbo za 50 prevodov patrističnih del v slovenščino. V ta jezik je takrat verjetno štel kakšnih dober milijon govorcev. In če primerjamo to recimo z enim podobnim, morda najslavnejšim evropskim projektom, ki so ga v Franciji začeli jezuiti v približno v istih letih, Source Chrétienne, vidimo, da je pravzaprav Lukman bil pionir celo pred Francozi, ker tam je leta 41 oziroma 42 išel prvi letnik. No, v tem Lukmanovem projektu pa dejansko do sredine druge svetovne vojne, se pravi do leta 43, izide kakih 7-8 zvezkov, kar nekaj tega pa ostane še v tipkopisu, ker po letu 45 danes lahko rečemo tedanja barbarska oblast, zaradi tega, ker ni dovolila govoriti najmodrejšim možem naše zgodovine, ni dovolila natisa. No in en del te bogate dediščine se je že v 90-ih letih začel posodabljati, veliko vlogo je imel pri tem že premenjen Gorazd Kocijančič, ki je pripravil leta 1993 to knjigo o grških očetjih o molitvi. Potem so izšla še nekatera druga dela,
No, zdaj pa pospravljamo še tiste zadnje ostanke iz različnih polic, omar, arhivov teh Lukmanovih tipkopisov. Torej, šlo je za njegov prevod Tertuliana, kakih 200-300 listov, in tam je na začetku tega tipkopisa bilo tudi to znamenito Tertulianovo delo De orazione o molitvi, ki ga je napisal že ob koncu 2. stoletja. In zdelo se nam je smiselno, da bi potem to besedilo Tertulianovo o molitvi pravzaprav ločili od ostalega. Ostalo mimo glede prihaja v naslednjih mesecih tudi v slovenskem jeziku, upajmo, med bralce. In dejansko zastavili eno tako zbirko, kot jo že v drugi jeziki, drugi narodi poznajo. Moram pa reči pri tem, da sem kar vesel, da nam je uspelo nabrati v primerjavi, da nima se kakšno italijansko ali angleško, nemško izdajo, celo največji, najbolj obsežen izbor teh zgodnjih krščanskih latinskih besedil o molitvi. In zdaj zakaj, če s tem sklenem, zakaj latinski očetje molitve, zakaj poudarjanje določene provenience oziroma določenega kulturnega okolja? Prav med urejanjem, prevajanjem teh besedil se mi je porodila ta misel, da skozi ta besedila tudi danes veliko bolj razumemo tudi sebe, naš način dojemanja molitve, ker konec koncev moramo priznati, kljub temu, da smo dediči tega lepega, bogatega slovanskega sveta in lahko govorimo o tem lepem slovanskem jeziku, smo bili pa kulturno in duhovno bolj ali manj povezani z latinskim svetom. In zato je za nas zelo pomembno razumeti korenine tega latinskega fundamenta duhovnosti, ki se je pravzaprav oblikovala v krščanski antiki s temi besedili in ki so potem formirala skozi srednji vek, skozi nadaljnja stoletja dejansko duhovnost, lahko rečemo, latinskih kristjanov oziroma zahodnega krščanstva. In če morda, recimo tukaj naredimo eno primerjavo z to grško knjigo, ki je na prvi pogled malce zahtevnejša, ker so grški avtorji predvsem poudarjali bolj spekulativno vrednost molitve. Tukaj se lahko spomnimo tisto znamenito Evagrijevo definicijo molitve, ko pravi, da je iprosefhi omelija esti tu nu pro theon, se pravi, da je molitev druženje našega uma z Bogom. To bo za kakšnega avtorja na Zahodu kar malce preveč. Na Zahodu smo ljudje bolj praktični. Tudi avtorji, kot so Ciprian, Tertulian, Augustin, se sprašujejo, na kakšen način čisto konkretno se zbrati k molitvi, kakšne drže zavzeti, zakaj prositi, kako prositi, da bomo uslišani. In se mi zdi, na ta način nam je ta knjiga lahko še malce bližja oziroma bolj dostopna kot ta prva o grških očetih o molitvi. Toliko za začetek. Delček tega očrta sva zdaj že začela, pa vas bom prosila, brat Jan Dominik, da besedila še nekoliko sistematično predstavite. Gre res za najlepša besedila zbrana v molitvi, za antologijo, rečemo, najlepših besedil, kot bi jih v šopek povezali. Še prej pa vas prosim, da nas mogoče s kakšnim kratkim odlomkom popeljete v prvo stoletje, v antiko. Prebral bom nekaj vrstic iz Avgustinovega pisma 130, ki je naslovljeno Vdovi Probi. Nekaj odlomkov tega pisma najdemo tudi v molitvenem, torej v toku molitvenega bogoslužja, rečemo v brevirju, ki ga vsak dan molimo, pa morda nismo vedno pozorni na to, kaj je tisto drugo berilo, druga lekcija na koncu, ampak sedaj pa imamo to pismo prvič tudi v celoti na voljo. In Avgustin takole pravi: kolikor zaupljiveje verujemo, trdneje upamo in kolikor bolj goreče hrepenimo, toliko bolj bomo prejeli to, kar je neizmerno veliko. Česar oko ni videlo, ker ni barva, česar uho ni slišalo, ker ni zvok, in kar se ni povzpelo v človekovo srce, ker se mora človekovo srce povzpeti do njega. Kadar v taki veri, upanju in ljubezni gojimo neprekinjeno željo, vedno molimo. Ob določenih urah in letnih časih
pa prosimo Boga tudi z besedami, da bi se po teh znamenih stvari opominjali in spoznali, koliko smo napredovali v tej želji, ter se bolj goreče spodbujali, da bi jo povečevali. Učinek molitve bo namreč toliko odličnejši, kolikor bolj bo goreča želja pred molitvijo. In kaj drugega je torej mišljeno z apostolovimi besedami, neprenehoma molite, kot to, da si neprenehoma želimo srečno življenje, to pa je le večno, od tistega, ki ga edini lahko da. To si torej nenehno želimo od Gospoda Boga in tako nenehno molimo. Tukaj vidimo, kako je za Avguštinovo učenje o molitvi res ključnega pomena ta pojem hrepenenja, želje, a ne, on pravi continuato desiderio, se pravi, da je pravzaprav v tej želji po ljubezenskem odnosu z našim Gospodom skrita skrivnost molitve. Če še predstavim torej čisto konkretno to knjigo, ki jo imamo pred seboj, knjigo uvaja ena taka krajša, pa upam, da dovolj razumljiva spremna beseda, v kateri so predstavljeni zgodovinski in literarni konteksti nastanka teh besedil, ki so večinoma, lahko že zdaj povem, razlage Oče naša, ker pravzaprav za antične kristjane je bil Oče naš paradigma vsake molitve. In zato se tudi to učenje o molitvi, se pravi, ta mistagogija, poglabljena molitev, je potekala prav ob Oče našo, ki je pa, kot bomo verjetno še kasneje spregovorili, bilo tesno povezano tudi z uvajanjem v krščanstvo, se pravi, s pripravo katehumenov na prejem krsta. Takrat je potekala ta tako imenovana tradicija orationis, se pravi, izročitev molitve, ko je škof izročil svojim katehumenom Oče naš kot poleg veroizpovedi, kot najlepši biser krščanstva, ki je pripravljen na krst. In tudi danes, ko govorimo o ponovni katehumenizaciji oziroma ponovni mistagogiji uvajanju v krščanstvo, za tiste, ki sicer smo že krščeni, pa morda je ta krst nekje zaspal, se lahko pravzaprav tudi mi sami postavimo v vrsto s tistimi antičnimi katehumeni, ki so prihajali k škofu po to molitev in da bi tudi nas mogoče znova navdala ta želja po molitvi. Torej, spremni besedi potem sledijo po kronološkem vrstnem redu vsa oziroma najlepša, najpomembnejša besedila latinskega krščanstva iz antike. Začnemo že s preimenovanim Tertulianom in njegovim besedilom o molitvi, ki je temelj, res, to je prvi traktat o molitvi v latinščini sploh, ta je nastal že v prevodu premenjenega doktorja Lukmana in je tukaj prvič sedaj objavljen. Temu sledi Ciprian, nekaj 10 let za njim, škof v severnoafriški Kartageni. Tudi ta prevod je priskrbel dr. Franz Xaver Lukman, seveda je sedaj prvič šel v celoti in v posodobljenem jeziku, opremljen z opombami in tako naprej. Temu sledi še en afriški veliki učenjak in škof, se pravi sveti Avguštin. On razlaga molitev najprej v govorih, ki so bili namenjeni katehumenom, se pravi, kar sem že prej omenil, potem se dotika tudi v že prej prebranem pismu 130 v Dovi probi, razlage Oče naša oziroma molitve in pa en del njegovega besedila o govoru na gori, kjer je tudi bil vključen Oče naš in seveda ga je Avguštin moral tudi razložiti. Se pravi, to so te tri Avguštinovi teksti, ki so potem sledijo znotraj tega afriškega krščanstva. Za Avguštinom se predstavimo morda po svoje najbolj zanimivemu avtorju te zbirke, to je Janez Kasijan. On je bil sin verjetno latinskega krščanstva, obvladal je pa tudi grški jezik, grško kulturo. Verjetno je bil rojen nekje v današnji Romuniji, potem se preseli v Egipt in se pravzaprav ob teh grško govorečih egiptovskih menihih nauči najlepših, torej njihovih naukov o molitvi. Potem pa postane škof v današnjem Marseju in v latinščini zapiše to, kar se je naučil v grščini. In vidimo tukaj res ta prenos te dediščine in tudi, ko boste brali njegova besedila, boste videli, da niso tipično latinska, ampak da imajo nekaj več te grške spekulativne
moči in drže v sebi. No, Kasijanu sledi še en naš bližnji, lahko danes rečemo, rojak ali pa vsaj naš sosed, Peter Krizolov, on je bil škof v prvi polovici 5. stoletja v nam bližnji Raveni, se spomnimo tega zgodnega krščanskega središča, malo južneje še od Ugleja, kjer je ohranjenih nekaj teh sjajnih mozaikov, še iz antike in iz Ravene je tudi tale sveti Apolinarij, ki ga imamo na naslovnici, se pravi tudi starokrščanski mozaik. No, knjigo pa sklene še kratek odlomek iz tako imenovanega besedila Regula magistri oziroma učiteljevo vodilo, to pa je eno izmed prvih regul, vodil za meniško življenje, tam nekje je nastala sočasno z Benediktovo regulo. No, en velik del tega vodila je posvečen razlagi Oče naša in tudi to smo potem vključili, tako da pridemo pravzaprav od konca 2. stoletja do 6. stoletja. Hvala lepa za ta očrt. Kot sem že rekla, urednik zbirke Cerkveni očetje je brat dr. Miran Špelič, ki že desetletja bdi nad nastajanjem besedil tej zbirki. Dr. Špelič, bi lahko rekli, da vendarle govorimo o nekem preporodu zanimanja za cerkvene očete in pa kako bi umestili to knjigo, ta izbor besedil. Ali je to nekaj, kar bi kristjan tega stoletja potreboval na svoji knjižni polici? Nujno. Torej, če se malo ozremo na dogajanja v zgodovini duhovnosti in teologije, vidimo, da so močnejše in šibkejše obdobja, da so bila vedno neka obdobja rasti in obdobja tudi težav in nekakšnih kriz. In ko se natančno pogleda, kaj je pomagalo, da so prebrodili krizo in se iz nje skopali, je bil pogosto ravno ozir na tiste velike može iz preteklosti. Tako v teologiji kot v duhovnosti so praktično vse neke velike prenove povezane z obratom ad fontes, k izvirom. In če danes za današnji čas, brez kakšne velike skromnosti, lahko rečemo, da ni ravno vrhunsko ustvarjalen, ampak da smo bolj kot ne v raznih težavah in krizah, potem je logično, da je treba pogledati na antiko, na krščansko antiko, na cerkvene očete, pa ne zato, da bi jih kopirali, ker jih ne moremo, ampak da se ob njih nekako nalezemo tiste gorečnosti za novo ustvarjalnost. Ne tisto, da bi zdaj naredili nekaj čisto povsem novega, ne bomo odkrivali Amerike, Amerika je ves čas že bila odkrita, ampak da tisto, kar so očetje napisali, da si to nekako prisvojimo, privzamemo in na osnovi tega gradimo svojo duhovnost. In zato lahko rečemo, da je tudi duhovnost, ki se razvija po drugem Vatikanskem koncilu zadnjega pol stoletja, je zelo zaznamovana ravno s tem, s pogledom na cerkvene očete. V Sloveniji smo morda res po kratki pozebi od leta 1945 naprej, tam po letu 90 doživeli kar precej novega zanimanja in če pogledamo bibliografijo, slovensko bibliografijo patrističnih del, se počasi, ampak vztrajno množi. Želeli bi si sicer, da bi bilo še več tega, ampak tudi z neko skromnostjo, ampak vztrajnostjo lahko se pride daleč. Torej, gotovo opažamo, da so zadnja leta bolj zaznamovana z nekim ne povratkom v stare čase, ampak z ovrednotenjem tradicije. Kajti samo, če se vključimo v to veliko tradicijo, ki nas povezuje s prvimi kristjani, bomo lahko tudi danes dali odgovor človeku, iskalcu 21. stoletja. In prav zato mislim, da je tudi takšna knjiga, kot so latinske očete v molitvi, zelo bogata, ker ni samo strokovna, je pestra, ni delo enega samega avtorja, niti delo enega samega prevajalca, ampak je to res zbornik, zbirka, ki se, kot je že Jan Dominik omenil, razteza od 2. do 6. stoletja, torej pokriva nekako 4 stoletja in pokriva
ta del sveta, ki je vplival na nas in ki še danes vpliva. In ko želimo pogledati, kaj je res prava in zdrava tradicija, je prav, da pogledamo k tem samim izvorom in da se naučimo od njih. Morda bo kakšen odgovor še čisto do besede uporabljati tudi danes, predvsem pa nas bodo naučili očetje, kako govoriti in kako odgovarjati na vprašanje današnjega časa. Lepa hvala, ne morem si kaj, da se ne bi na to tudi malce osebno ali pa po poslovni plati navezala, namreč v sodobni kulturi se zdi, da se prav načrtno reže vse korenine s tradicijo, s preteklostjo, s tem, kar je bilo zmeraj dobro. Zato sem, gospod Špelič, toliko bolj hvaležna, da vztrajate in veliko svojih moči in energije vlagate v zbirko Cerkveni očetje, ki je, tako kot ste rekli, vračanje k koreninam in na katero smo tudi pri Mohorjevi zelo ponosni in je en pomemben del Mohorjevega poslanstva. Na tem, kaj rečejo, supervolilnem letu je eden od politikov imel geslo, pa je čisto vseeno, kdo je bil in na kateri strani, ampak bilo mi je zelo všeč. Kar deluje, tega ne ukinjaj, ampak nadgrajuj. Tako da še kako seveda je potrebno, da se vračamo k koreninam, tudi k antiki. In kot ena pomembna vez pravzaprav do apostolov, do Jezusa Kristusa, je dolga veriga apostolskega nasledstva, katere pastir je tudi nadškof metropolit Stanislav Zore. Večina avtorjev v tej knjigi so prav tako škofi, ki so svoje vero, svoje znanje zastavili za blagor vernih, jih poučevali v molitvi in največkrat prav v okviru priprave odraslih na krst. Spoštovani gospod nadškof, kako pa vi danes razumete vlogo uvajanja v molitev pri kristjanih tega stoletja, sodobnosti, kako nam besede starih pri tem lahko pomagajo? Hvala lepa za povabilo. Lep pozdrav tudi vsem vam in bom najprej z eno anekdoto ponazoril, kako dejansko izpuščamo korenine in na ta način dostikrat lahko postanejo stvari zanimivo. Jaz imam navado, da dostikrat pozdravim Bog daj srečo. In zadnjič sem tako po telefonu pozdravil enega gospoda, Bog daj srečo, in rekel, ne, to pa najbrž pomota. Tukaj Peter, srečo tam ni, bo treba drugem klicati. Vidite, tako se nam dogaja, da nekaj, kar je bilo naše zelo domače, odide iz naše zavesti in ne razumemo več govorice. Zato bi se rad najprej iskreno zahvalil vsem ustvarjalcem, tako iz antičnih časov, kakor tudi tem, ki nam danes omogočijo, da pridemo v stik z njimi, z njihovo mislijo, z njihovo teologijo in z njihovo duhovnostjo. Verjamem, da vsak izmed nas zelo osebno in odblizu pozna tisto prošnjo učencev: Gospod, nauči nas moliti. In ko se začnemo pogovarjati s to prošnjo učencev, spoznamo, da je pravzaprav to vedno aktualna naloga in težava. Kajti večina izmed nas verjame, da zna moliti. In učenci, ki so prišli k Jezusu s to prošnjo, Gospod, nauči nas moliti, so bolj ali manj, verjetno nekateri zelo, drugi nekoliko manj, vsaj psalme nosili s seboj, jih imeli v svojem spominu in v svojem srcu, ampak ko so pa srečali moljivca, ne samo učitelja, ki uči moliti, ampak moljivca, ki moli, ko so Jezusa videli v molitvi, so začutili, da je molitev nekaj drugega. Da molitev konec koncev niso vsebine, niso besede, ampak da je molitev prav to, kar je prej povedal brat
Jan Dominik, ko je navajal svetega Avguština, da je tudi tisto hrepenenje, da je bližina, da je odnos. In na kakšen način potem izražam ta odnos, to bližino, živim to hrepenenje, je že drugotnega pomena. Pomembno pa je naučiti se tega. In ta konkretna knjiga, ki je imel pred seboj, ta lepo je povzeto v besedici Svetober, spet en izraz, ki nobenemu izmed nas ne bi prišel na misel v vsakdanjem življenju. Pa tako zgovoren je, tako lep. Nabrano cvetje, najlepše, najžlahtnejše, najbolj dehteče cvetje, ki nam obogati misel in življenje. Ta Cvetober je dragocen zaradi tega, ker, kot smo slišali, danes živimo v nekem atomiziranem času, ker se tudi človeka atomizira in žal se tudi njegova duhovnost atomizira. Mi pa vemo, da biti v Bogu pomeni biti v občestvu, biti v skupnosti. In da tudi najbolj puščavski puščavnik, najbolj samotarski samotar, ko se v svoji duhovnosti, v svoji pobožnosti, v svoji molitvi pogovarja s svojim Bogom, se pogovarja v občestvu cerkve. Govori iz skupnosti in govori kot skupnost. Mi smo danes na tej skušnjavi samozadostnosti na vseh področjih. Saj ne potrebujem drugega človeka. Dobro je, seveda ga potrebujem, ampak samo zato, da postavi artikle na police. Ali v knjigarni, ali pa v supermarketu. Njega pa ne potrebujem. In toliko drugih področij življenja ravnamo po isti skušnjavi. Žal, tudi v duhovnosti in tudi v molitvi nismo daleč od te skušnjave. Ti nas pa preko Gospodove molitve učijo, da ne moreš biti privatnik. Ampak tisti privatnik v slabem pomenu besede, samozadosten, nepotreben drugih. Ampak da ne moreš izgovoriti Oče naš, če nisi odprt za brate in sestre. In če ne sprejemaš Boga kot očeta, ne samo od tebe, ampak tudi bratov in sester. Ti pojmi začnejo nenadoma popolnoma rušiti ta naš koncept samozadostnosti, atomizacije in začnejo izgrajevati iz korenin ven. Iz tistega Božjega diha, iz katerega prihaja življenje v to glino in v to prst in jo oživlja. In že, če začnemo dojemati molitev kot skupno dejanje, da sem povezan z občestvom cerkve tudi takrat, ko izpolnjujem Jezusovo navodilo, kar je pa ti moliš, pojdi v svojo sobo in moli k svojemu Bogu na skrivnem. In boš molil v svoji sobi, ampak molil z občestvom vse cerkve. Če bomo skozi ta besedila spoznavali Boga kot očeta, ki popolnoma predrugače ta naš atomiziran svet, brate in sestre kot brate in sestre, ki niso uporabni predmeti, ampak so moji somolivci, tisti, ki oblikujejo to skrivnostno telo cerkve, se bomo začeli učiti moliti. Besede znamo, ampak hrepenenje, o katerem govori Avguštin, tega se moramo pa naučiti. In ko bomo znali, ne vem, potem bo morda tudi nam kdaj kdo postavil vprašanje, a bi ti mene naučil moliti. Ko ne bo segel po grških očetih, po latinskih očetih,
po ne vem kakšnih priročnikih, ampak bo rekel ti, videl sem te v molitvi, nauči me moliti. To bo pa zmaga. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Naškov, za te res globoke misli in razmišljanja. Naučiti se hrepenenja, zlasti zdajle, ko čakamo, da se dete v jaslicah rodi, mislim, da zelo lahko razumemo. Gospod Milan Knep, vaša besedila je zmeraj izziv, zanimivo brati. Prav tako sodoben svet nenehno povezujete z izzivi tudi krščanstva. In na vašo pobudo je gospod Načkov preteklo nedeljo ob letnem srečanju s katehumeni ljubljanske nadškofije prav to knjigo podelil vsem, ki se to leto pripravljajo na krst ali prejem zakramentov, in na tak način pravzaprav nekako obujate to starodavno antično navado, kajti tudi ta besedila, zbrana v knjigi, kot smo že slišali, so služila večinoma prav temu, uvajanju, vstopanju v srca krščanske skrivnosti ob pripravi na sprejem krsta. Tudi sam vas lepo pozdravljam. Torej vsi, ki lahko z latinskimi očeti delimo svoje duhovne izkustva, se mi zdi, da ustvarjamo nekakšno nadzgodovinsko občestvo, duhovno bratstvo in s tem posredno na zelo konkreten in po mojem prepričljiv način ne samo pričujemo, ampak dokazujemo, da je projekt racionalistične misli o radikalnem in univerzalnem prelomu s preteklostjo v krizi in da ta projekt ne drži. Torej, molitvena izkustva latinskih očetov, opisano v tej knjigi, prepričljivo postavljajo pod vprašaj številne miselne zasnutke, ki jih je predvsem izval Kantov kopernikanski preobrat in nekoliko pozneje Hegelov model dialektičnih preskokov in nenehnega napredka vse do ultimativne svobode, o čemer danes posebej veliko slišimo. Ta knjiga, to mi je prišlo na misel, tiho in nevsiljivo stoji naproti denimo razvpiti Žižkovi Antigoni. To dramsko besedilo je išlo leta 15, že naslednje leto so Žižkovo Antigono uprizorili ljubljanski drami, potem še v Zagrebu, 23. maja letos pa je bila še premiera filmske uprizoritve. Če se v molitvi lahko še po mnogih stoletjih družimo z latinskimi očeti, se nasprotno vsak, ki pristaja na Žižkov zasnutek Antigone, ne more več družiti z vrednotami in duhom Sofokleksa in njegovih sodobnikov iz 5. stoletja pred Kristusom. Torej, verodostojnost molitvenega izkustva latinskih očetov bo po moje prav zaradi tega vzdržala vse turbulence časa, ker to, kar so živeli oni, mi s svojim izkustvom na nek način znova potrjujemo, da je to resnično. Brat Jan Dominik je v spremni študiji zapisal, da so latinski očetje pri razlagi molitve manj spekulativni kot grški očetje, kar si že prej poudaril. Torej, latinski očetje se raje sprašujejo, kako, kje, kdaj in zakaj moliti. Ta vprašanja so namreč meni tudi zelo blizu. In to so vprašanja, ki so po moje zelo pomembna pri uvajanju katehumenov v molitev. In na to nas opozarja tudi naš škof, upokojeni dr. Marjan Turnšek v tem zavihku. Besede, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, imajo v sebi neko skrivnostno monumentalnost. Zato jih je mogoče izreči kjerkoli, tudi v sekularnem okolju. Te besede odzvanjajo, bom rekel nekako podobo, kot bi kdo postavljal stebre zemlje in vesolja. Ta monumentalnost me je prevzela pred nekaj leti, ko so mediji poročali, da sta Matjaž Puc, veleposlanik v Pragi, in njegova žena Veselka, poskrbela za obnovo groba Matije Majerja Silskega. Po kratki
državniški slovesnosti so na grobu, na njuno pobudo, zmolili Oče naš. Vsi navzoči, verni in neverni, so čutili, da je ta molitev dogodku dala polno vsebino, neko odrešensko noto, da nekdo, ki je bil kot majar pozabljen, živi naprej, če morda ne v zavesti sonarodnjakov po Bogu. Drugo, kar je meni zelo blizu in večkrat pod tem vidikom govorim tudi spovednici ali pri uvodu v mašo, je, da molimo tudi za to, da bi v veliki stiski ali preizkušnji odreagirali v Bogu. Da bi to, kar se zdi prehudo, preložili na Boga, na nebeškega Očeta. In to zelo neposredno, ne z nekim faznim zamikom. Kaj imam v misli, bom povedal dve kratki zgodbici. Kako si sam to predstavljam? Lani maja, nekega torka zvečer, sem slutil, da se moji mami približuje konec. Zato sem kar sredi tedna, v torek popoldne, odšel domov in z mamo smo se pogovarjali v njeni sobi. Ob njej je bil tudi njen pravnuk Jurij, star dobri 2 leti in pol. Potem sem se vrnil v Ljubljano, po noči je mama dobila napad in ob 5:30 zjutraj umrla. In ta otrok, ki ga je ona imela zelo rada in se je on tudi zelo rad družil z njo, je bil potem pretresen, ko smo imeli pogreb in ga je moja nečakinja držala v rokah tik ob grobu, ko so krsto z mojo mamo polagali v grob. Nihče ni slutil, da se tej otroški glavici kaj dogaja, ampak nekaj dni zatem smo stali ob gomili in on me pogleda in reče, kje je mama? In rekel sem, mama je v grobu. In on, ne da bi karkoli rekel, je splezel na gomilo in začel razvikati vence in potem kopati po zemlji. In se videl, da se v njem nekaj dogaja, da on sluti, da ga mama tako rekoč včeraj še z njim, danes je pa nekje drugje, ki je njemu nedosegljiva. Potem sem ga prijel za hrbet in sem ga položil ob sebi in sem rekel, Jurij, mama je v grobu, njeno telo je v grobu, njena duša pa pri Bogu, zmolimo en Oče naš za njeno dušo. In kot bi pritisnil na gumb, je on sklenil roke, on ima zelo igriv otrok, ampak ko bi pritisnil na gumb, se je zbral in z nami, da on po kitajsko ne skoraj zmolil Oče naš in dobesedno res odreagiral v Bogu, se sprostil in potem stekel in se igral naprej. Podobno, pa veliko bolj pretresljivo izkušnjo sem imel pa v Izoli. Od leta 1982 do leta 2012 sem bil vsako leto z mladimi družinami, ministranti na morju, v nekaterih obdobjih tudi po več tednov ali celo poletje. Hvala Bogu, so se vsi te stvari, te tedni išli brez kakšnih hudih pretresov. Za izjemo dogodka v Izoli, sredi 90-ih let, ko je bil teden za študente in dopoldne opazim, da enega od teh, ki je bil z nami, ni v delovni skupini. Sam sem si mislil, odrasel človek je, jaz ga zdaj po Izoli ne bom iskal, kje je, na kosilu se bo gotovo pojavil, ampak na kosilu ga ni bilo. In po kosilu pride policist in vpraša, ali je morda koga v vaši skupini oziroma koga pogrešate. No in ena študentka, ki je bila tam s svojim fantom, je rekla, pogrešam svojega brata. Brat je bil epileptik, dopoldne je šel k morju, s pomolo skočil v morje, dobil epileptični napad in se utopil. Takrat vsi smo bili v šoku, nisem vedel, kaj ne pravzaprav naredimo, karkoli bi rekel, bi bilo izvenelo lahko zelo prazno. Vsi so sklonili glave, nihče ni vedel, kam naj se vrne. Povabil sem jih na dvorišče župnišča in zmolili smo večernice.
takrat se je čutilo, kaj pomeni molitev v tistem trenutku. In ta molitev je pomagala, da smo na nek način to bolečino izrazili Bogu, jo preložili nam in nam jo je Gospod na nek način odvzel. Tako da potem na koncu te molitve sem videl, da tedna ni treba prekinjati, ampak ga lahko nadaljujemo. Jaz sem se vrnil potem v Ljubljano, da sem tega fanta pokopal, potem sem se pa tudi sam vrnil v Izolo. In še en vidik te praktičnosti, ne, o kateri govorijo zahodni očetje. Ena od pomembnih stvari, ki danes pogosto slišimo, je v tem sekularnem svetu stik s seboj. In ta psihološki vidik se mi zdi zelo dragocen tudi za duhovnost. Zato sam v uvodih v mašo ali pa pri spovedi pogosto govorim prav o tem, v nekem trenutku, ko te obhajajo neke negativne misli, čustva, ko se izgubljaš v tem, ko premišljuješ, kako težko nekoga prenašaš in sprejemaš, najti način, kako presekaš ta negativni tok misli in čustev. In sam predlagam preprosto, ne premišljuj naprej, ne izgubljaj se v nekem premišljevanju, ampak reci, Oče naš, ki si v nebesi, zdrava Marija, in po nekaj teh, po desetki si že zunaj tega toka. Isto je tudi za odpuščanjem. Ne moremo odpustiti, oziroma odpustiti pa ne pozabim. In gre pravzaprav za enak proces. Ne? Če v tistem trenutku, ko čutiš neko nelagode do neke osebe, prekineš z molitvijo ta tok, potem se stvar spreminja, zgubi na moči, čustva, v ta čustva, kot pravi, se začne Sveti Duh družiti s čustvi in mislimi, jih preustvarja in naredi neko novo resničnost. Hvala. Najlepša hvala za to lepo in pretresljivo pričevanje. Dr. Milan Špelič, vi ste pogosto gost pri nas in na takih dogodkih povezani z krščansko antiko, s cerkvenimi očeti, je običajno lep odziv, tudi danes je. Ampak vendarle lahko rečemo, da so ljudje nad tem navdušeni, nad antiko, nad krščansko antiko, nad cerkvenimi očetje, ali bi si želeli, da bi dosegli še bolj široke množice. Čeprav sta teologija 20. stoletja in drugi Vatikanski koncil ravno k vrnitvi k našim temeljnim virom, o čemer že ves čas govorimo, videla tudi poglavitno možnost prenove krščanskega življenja. Imate kak nasvet, kako priti do ljudi, da bi mogoče ravno v cerkvenih očetih se naučili na novo moliti in graditi svoje duhovno življenje? Dejstvo je, da so cerkveni očetje vedno aktualni, vendar pa niso vedno dostopni. In prva stvar, za katero se moramo potruditi, je narediti dostopni. Tu Celjska Muharjeva družba in tudi druge slovenske katoliške založbe se zavzemate in sem zelo hvaležen in upam, da se bomo še naprej trudili na tem področju. Torej, najprej je treba narediti dostopne, čisto materialno. Pred 150 leti so praktično vsi, ki so se zanimali za teologijo, so si znali tekoče brati in govoriti latinsko. Torej, najprej treba poskrbeti danes za prevod. To se je začelo po vsej Evropi, po vsem zahodnem svetu že okrog leta 1900 in to je zdaj, živimo v času prevodov. Prevodi morajo biti razumljivi, dobri, zvesti. In vsaka ura, ki je vložena v prevod, je dejansko se globoko, se močno obrestuje. Potem pa je treba ta prevod prevesti še v neki nov jezik, v jezik lastne duhovnosti. Ni tako težko prevesti v slovenščino, kot se to potem prevede naprej v svojo lastno misel. Se pravi, da si prisvojijo te misli. Zato je potrebno tudi takih dogodkov, kot je tale, ko se sliši to besedo. Potrebni so dogodki, kot je recimo kakšna kateheza, radijska kateheza na Radio Ognišče, kjer jih vodi Vasjanom Dominikom. Koristni so patristični popoldnevi, ki jih imamo za popularizacijo patristike. Spet bo v začetku naslednjega leta, tako patristično popoldne 12. januarja na Teološki fakulteti in tudi na Zoomu. Izkoriščamo tudi te spletne možnosti,
da se neke stvari pridejo lahko tja, kamor sicer ne bi. Vsak od nas, pa, ki je navdušen nad enim stavkom, nad eno mislijo, pri Cerkvenih očetih, naj to misel spreme za svojo in naj potem nosi naprej. Vsak od nas lahko na neki način postane prevajalec oziroma prenosnik, širitelj te duhovnosti, ki se je močno pokazala že v starem veku in ki je še vedno živa. Potem pa, ko nas to preoblikuje, ko nas to že nekako navduši, potem pa se veste, to pa že iz Tomškove, spet vaš veliki patron, misel, da tisti, ki je samo goreč, tisti bo lahko tudi druge užgal. In ko boste prebrali to knjigo in ko boste videli, da lažje in bolje vstopate v skrivnost Oče naša, potem bo lahko to slišal še kakšen vaš sosed. In potem bo to, kot je bilo že prijateljeno, nekaj rečeno, bo to razvidno in bodo ljudje, kot rekel naš škof, bodo ljudje vas prosili, da jih naučite moliti. Ker konec koncev, če smo kristjani, Kristusovo telo, skrivnostno telo, živeče v današnjem času, in če so učenci Kristusa prosili, nauči nas moliti, je logično, da tudi ta Kristus, ki živi danes, ki smo mi, njegovi udje, da tudi ta Kristus čaka na to vprašanje, da ga bodo lahko njegovi učenci prosili, nauči nas moliti. In takrat je dobro, da imamo na zalogi kako lekcijo, ki smo jo sami že prej dobro predelali, da ne bomo učili na pamet, ampak iz lastnih izkustev. Torej, tisto izkustvo, ki nas duhovno poglobi in smo ga nakopali pri očetih, bomo lahko posedovali tudi drugim. In upam, da bo tudi iz tega našega današnjega občestva, ki takega se rodilo. Če se je komu porodilo kakšno vprašanje, vas povabim, da o tem razmislite in ga postavite takoj zatem, ko bo brat Jan Dominik, takole za sklep, pripravil še en odlomek iz knjige, prosim. Vprašanje postavljamo takrat, ko nam nekaj ni samoumevno. In se mi zdi, da je še eden izmed poudarkov, ko se pogovarjamo o Cerkvenih očetih, ravno to, da nam morda tiste samoumevnosti, ki so se kar nekako nabrale skozi čas, malce razbijajo. Recimo, in v tem vidiku bi omenil dve stvari, recimo ob pozornem branju oziroma pripravljanju knjige, se recimo zaveč, da v latinščini nihče ne moli pridi k nam Božje kraljestvo, ampak da se je ta k nam urinil tam nekje v 15., 16. stoletju, v 17. še do 19. pravi Belgijan. Upravičeno. Morda smo Slovenci tako majhni in ogroženi, da nekako želimo, da nekaj tega kraljestva pride tudi k nam, ne k ostalim. Ampak recimo v latinščini oziroma v grščini tega dodatka ni. No, druga zadeva, o kateri bomo pa prisluhnili kratkemu odlomku, je pa ta, morda že zdaj nekaj let vroča debata, ki jo je sprožil sam papež Frančišek, da zdaj nekateri narodi po svetu mrzlično spreminjajo to 6. prošnjo Oče naša, ne nos inducas in tentationem, se pravi, ne uvedi nas v skušnjavo, in da je to lahko še kakšna tema za debato naprej, da vem, kako so se zdaj prevajalci misara oziroma škofje potem odločili, ampak bom prebral en odlomek iz Tertullianovega spisa, se pravi iz prvega najzgodnejšega spisa, tam proti koncu 2. stoletja. Že Tertullian ohranja to isto obliko latinske prošnje, ne nos inducas in tentationem, kakor jo danes molimo. V tem vidiku se mi zdi fantastično, kakšna povezava skoraj 2000 let je, ko lahko molimo z istimi besedami. Pravzaprav gre za kalk iz grščine. Po drugi strani bomo pa videli, da so se že takrat pojavljala ista vprašanja. Zdaj, kako nas Bog vodi v skušnjavo? Pa prisluhnimo, kako to razlaga sam Tertullian. Da bi bila tako pripravna molitev popolna, je dodal, naj prosimo ne le odpuščanja grehov, ampak tudi, da grehe od nas sploh odvrne. Ne upelji nas v skušnjavo, to je, ne dopusti, da nas upelje v skušnjavo tisti, ki skuša.
Tudi proč z mislijo, da Gospod skuša, kakor da bi ne poznal vere slehernega človeka, ali da si prizadeva, da bi ta padel. Hudiču pripadata nestanovitnost in hudobija. Zakaj Bog tudi Abrahamu ni ukazal darovati sina zato, da bi njegovo vero skušal, temptanda, ampak da bi jo izkazal, probanda. Hotel ga je namreč postaviti za zgled, kako je treba izpolniti zapoved, ki jo je nameraval kmalu dati, da nam tudi najbližji sorodniki ne smejo biti dražji od Boga. Ko je bil sam skušan od hudiča, je pokazal, kdo vodi in nastavlja skušnjavo. Kar je tu povedal, je s poznejšimi besedami potrdil, ko je dejal: molite, da ne pridete v skušnjavo. To je iz Lukovega evangelija. Zato so prišli apostoli v skušnjavo, ker so zapustili Gospoda, ko so se raje predali v spanju kot molitvi. S tem se ujema zaključek, ki pojasnjuje, kaj pomeni prošnja: ne vpelji nas v skušnjavo, pomeni namreč, temveč odvedi nas od hudega. To je bil odlomek, o katerem so sicer upali, da danes do njega ne bomo prišli, sploh na koncu ne, ker lahko, mislim, da do večera sedimo na to temo. Če pa imate kakšno vprašanje, ko bi želeli zdaj, pa prosim na kratko. Ja. Sem bil v Siriji, pa na hribu na cerkev in je ta duhovnik, tako so nam rekli, da zdaj bo govoril Oče naš na aramejskem. Zdaj me zanima, a je ta aramejščina, če to drži, a ima neke posebnosti oziroma pri prevajanju, a so prišle do kakšne razlike. Skratka, gre se za pomen tega jezika v samem Oče naš in koliko je stoji. Hvala. Sam sem se nekaj učil tudi sirščine, tako da sem v pripravi te knjige seveda pregledal tudi sirski prevod Abu Dabašmajo, kot se po sirsko imenuje Oče naš, in res je sirščina je tisti jezik, ki je morda najbližje palestinski aramejščini, ki ga je govoril Jezus. In vendar pri 6. prošnji gre prav tako v sirščini za dobeseden kalk grščine, se pravi dobesedno predstavitev grščine me enenkes eistoperazmon, se pravi gre za glagol eisfero, ki je ekvivalenten latinskemu induko, se pravi noter vodim, v peljem, notri vodim. Tako da, moje osebno skromno mnenje je, da pač ostanimo zvesti temu, kar dobro poznamo, quieta non movere, se pravi stvari, ki stojijo, se ne premika. Prav s pomočjo tovrstnih katehez, poučevanja, razmisleka o tem, pa lahko poglabljamo našo vero ravno v smeri, ravno v pravi smeri, v zvestobi nauko. Že pri Tertulianu vidimo, da ni bilo nobene debate o tem, da bi bil Bog tisti, ki skuša. To je pač moje osebno mnenje. Bodo bolj modri drugače povedali. Samo da bo čisto jasno, Oče naša v aramejščini nimamo napisanega. Oče naša je predan v grškem jeziku in aramejski tekst je prevod nazaj v aramejščino. Veste pa, kaj se lahko dogaja, ko prevajate iz slovenščine v latinščino, iz latinščine v slovenščino, če naredite cik-cak prevode, da se misel izgublja, ker je vsak jezik tako različen. In tudi ta aramejski prevod, ki ga volijo danes, pa sirski prevod, je narejen na osnovi grškega teksta, ker žal aramejskega nimamo. Bomo pa verjetno to lahko vprašali Jezusa direktno, bo z veseljem odgovor, da se rečemo. Nas ne bo več zanimalo. Bomo vse že. Ja, spoštovani prevajalec, uredniki, torej iskreno čestitam k tej izdaji, kajti vemo, da se vsak jezik bogati s prevodom in imamo občutek, da tudi je to pač dogodek za slovenski jezik, saj je izjemno lepa, bom rekel kar klasična slovenščina. Me pa zanima tole, ko sem Alojza Rebulo vprašal, kaj ima rajši grščino ali latinščino, angleške tekste, mi je rekel, da seveda grščina, ker to je jezik evangelija, ampak je rekel, čeprav pa moram priznati, da je latinščina elegantnejša. No in to bi prevajalca vprašal,
a imel tudi on občutek, da je z ozirom na seščino, z ozirom na grščino, da pa latinski jezik le elegantnejši in da je s tem tudi elegantnejša slovenščina. No pa še eno vprašanje. Vemo, da je patristična literatura zelo bogata in gotovo ste morali uredniki in drugi prevajalci narediti neki zbor in se vam je morda srce paralo, da vse ni moglo iti noter, pa me zanima vseeno ime kakšnega reveža, ki je ostal zunaj zbirke. Hvala, Pater Riki, za to. Jaz bi se zelo strinjal s tem, kar je gospod Milan že prej se mi zdi sjajno nakazal. Latinščina ima v sebi neko strašno dostojanstvenost, kot da bi postavljal oblok zemlje. Tudi, če se spomnite teh latinskih napisov, tiste črke vklesane v kamen, to stoji, se pravi, to drži toliko časa s to neko monumentalnostjo, elegantnostjo. In tudi oče naš v latinščini, saj osebno se mi zdi, zazveni v enem posebnem jeziku, ker nas z enim posebnim žarom, ker nas poveze prvič s stoletji pred nami, drugič pa z vso cerkvijo. Vsa cerkev, vsaj na zahodnem svetu, vsaj naša katoliška cerkev, pozna oče naš v latinščini. In zato se mi zdi, se ga vredno tudi naučiti po latinsko, je tudi natisnen v uvodu, ker lahko občutimo neko svečanost, se mi zdi, latinščine. No, drugi del vprašanja bi pa lahko povezal z nedavno okroglo mizo. Prav prejšnji teden smo imeli v Rimu na naši frančiškanski univerzi Antonianum eno okroglo mizo o novih besedilih, ki so jih odkrili pred nekaj leti v enem latinskem rokopisu in potem ta rokopis je kupila francoska nacionalna biblioteka. No in tam notri se je našel en še doslej nepoznan življenjepis svetega Frančiška, ki sedaj, mislim, da tudi po zaslugi brata Mirana počasi prihaja v slovenščino. No, poleg tega kratkega življenjepisa ste se pa našli še dve besedili, ena molitev, ki naj bi bila pripisana svetemu Frančišku, in pa en komentar oče naša, ki naj bi bil prav tako pripisan svetemu Frančišku. Tako da zdaj strokovnjaki razpravljajo, ali je to dejansko pripisano svetemu Frančišku ali ne. Verjetno tudi, da ne, ampak je nastalo tam nekje v 12. stoletju. Tako da tudi iz srednjega veka so se potem ohranila zanimiva besedila. Morda pa je to izziv za kakšno novo knjigo. Hvala lepa, zvon nas je že opomnil, pa bom kar sklenila to naše omizje. Morda je prav, da povemo, da je torej urednik in avtor spremne študije v tej knjigi magister Jan Dominik Bogataj, ki je tudi prevedel del besedila skupaj z Martino Ješovnik. Besedilo je tudi prevod dr. Franca Xaverja Lukmana, ki se je ohranil. Prevedla je del Avguština tudi Doroteja Novak. Dr. Miran Špelič je pripravil strokovni pregled, recenzenta sta pa dr. Anton Štrukelj in dr. Marjan Turnšek.